Kaj ste se vidva v bistvu priključila temu projektu? Takrat na začetku vemo, da v bistvu, ko smo prišli do vas, smo rekli, da nimamo kaj ponuditi, delali bomo brezplačno. Ko se spomnim, med poletnimi počitnicami je celo tako, da v bistvu so nas terali, dajmo narediti, tako da bi ne vem, kako bili plačani, pa tako, ne? Zakaj ste se v bistvu sploh priključila? Povejte, mogoče Mitja, ti prvi. Jaz sem, kaj povem, nimam prav odgovora na to. Moj vzgib je bil že leta... Še zdaj ne veš, takaj? Ja, še zdaj ne vem. Ampak običajno tudi tako s takimi projekti, kjer so na neki prostovoljni bazi, ker ne vidiš nekega zaslužka, ste tako kot učitelji, na koncu nekaj nastane iz tega. Jaz sem že imel vzgib v tej predavalnici, sem dobil vzgib, ker sem magistriral na nekega leta že tule s tisto mojo temo, vloga in pomen osebnega finančnega svetovalca. Tam predlagal tudi neke ukrepe, eden se je, hvala Bogu, uresničil z vašo pomočjo. Tako da zame je bilo to čisto neka naravna pot. Seveda, kot svetovalec imaš ogromnega dela in nimaš časa organizirati takih stvari, sploh nimaš niti tega riča. Dobro se spomnim, ko smo šla še prvič na Zavod za šolstvo, ker smo mislili, da tam rabimo to roko do vas, pa smo pol hitro ugotovili, da temu ni tako, da mogoče se zdi, da dajo roko, sam drugo skrije. Drugo skrije, tako da ne vem zakaj. Tako pa te. In sedaj še enkrat isto odločiš? Ja, itak, seveda, še enkrat, ampak bi po moje še določene stvari seveda drugače hitreje naredilo. Ker jaz vidim, kot vsi ostali, velik potencial v tem. Vidim pa tudi praktične primere, tako kot samo verjetno vsak dan, ki prihajajo ljudje k nam. Kaj se vse dogaja, konkretno, mogoče poveste, ker to je zanimivo videti. Ja, kaj dejansko, kakšna je posledica finančne nepismenosti. Najprej da samo po 10 minut. Ok, samo, še vi zakaj? Zakaj sem tukaj zraven? Jaz sem se v bistvu pred dobrimi 10 leti, tisti, ki poznate mogoče mojo kariero malo bolj resno, pa na zaključku take zelo intenzivne podjetniške karijere, odločil, da bom pa v prihodnje počel stvari, ki me predvsem veselijo. Finančni dolg malo bolj nastan in zavedal sem se v tistem trenutku, kako pomembno je znanje financ, osebnih financ, ker me tudi to pripeljalo do tiste točke, da sem se lahko tako odločil. In v bistvu sem ves čas in kadarkoli je se kje bila priložnost promovirati znanje osebnih financ, tega tudi loto, oziroma k temu pristopu, ne razali tudi skozi to, da sem soavtor oziroma avtor 6 knjig, 600-700 člankov, pa 400 predavanj in tak naprej. In zdi se mi pomembno, da če imaš neko znanje, pa če si v praksi preizkusil, koliko je to znanje uporabno in pomembno tudi za druge, da ga ob pozivu deliš. Lahko povete, naprimer, obadva sta osebna finančna svetovalca, kaj vse se v bistvu dogaja na terenu? To nas resnično zanima. S katerimi vse težavami se ljudje srečujete? Mogoče izpostavljate najbolj zanimive primere. Mislim, da bomo vsi dosti takih izkušnji, ki smo te pravili, ampak v osnovi je to, da pa pomanjkanje osnovnega znanja delamo hude napake, ki se potem poznajo, pa manifestirajo v tem, da ne moramo plačati zdravljenja za naš otrok ali pa zase. Jaz vedno, ko vidim kakšne pozive ali pa razne dobrodelne stvari, ki so zdaj v tem decembru vedno aktualne. Zakaj moramo do nekoga zbirati, za družino s 3 otroci, živijo v najemniškem stanovanju, ne morejo plačati za stanovanje, mečejo jih ven in tako naprej. Seveda je zelo težko, sam vedno pomagam, verjamem, tudi vsi, ampak zakaj pridejo take situacije?
To so tisti vzroki, zakaj pride v tej situaciji. Zakaj pa vaše mnenje? Zato, ker se učimo napačne stvari. Zato, ker nimamo širine, ker nimamo nekih vrednot, to tudi vse pomeni. Nimamo osnovnega znanja. Ne razumemo, da, če sem zelo banalen, pa zelo direkten, da ne razumemo to, da če imamo otroka, da je to neka finančna obveznost, da moramo to načrtovati. Ne razumemo, da se lahko zgodi, da ostanemo brez službe. Ne razumemo, da je kredit treba enkrat plačati. Ne razumemo, da vsak, ki prije domov na vratah, nam neki svetovati pač ne bo prišel za ston. Ne razumemo, da, ko rečem, banka, zavarovalnica, svetovalna hiša, tiste prostore, ki ima tam, pač nekje treba to financirati. In kdo to plačuje? Še gospod Cajano, mogoče kak primer? Ja, če pustimo kriptomanijo, ob robu, ker to je trenutno res manija, ne moram reči drugače. Se mi zdi, da je ogromno problemov, ki izvirajo v bistvu iz nekih preseganja lastnih finančnih zmožnosti. Kjer so se ljudje na take ali pa drugačne načine zakreditirali, ali pa so odločili za napačne podjetniške poteze, ali pa jih je celo potegnilo v kako manijo stilu odvisnosti od iger, recimo. To se verjetno tudi pri vas občasno kdo pojavi. Tudi do tega, da so preveč stavili recimo v neko svojo podjetniško zgodbo ali pa nek podjetniški projekt. Tudi premoženje, ki je nujno potrebno za preživeti, recimo hišo, pa stanovanje, da se potem ta zgodba nažalost ni izšla. Jaz bi samo to dodal še, da klasičen odgovor, ki ga skozi svoje predavanja, skozi vse te stvari, kar delamo, vedno poudarjam, je 3 stvari potrebujemo, da se nam take stvari ne bojo dogajale. Prvo je znanje, drugo je načrt, tretje potrebujemo pa večina neko pomoč, mi temu rečemo v obliki svetovalca. Ampak težavo imamo prvi in pri tretji. Prvo znanje, kje to dobimo, in zdaj, če nimamo v šoli niti osnovnega znanja, potem nimamo niti poklica, nimamo niti ljudi, ki bi to znali, pa imamo tudi v tretji stvari težavo. In logično, da se vrtimo skozi v enem krogu in zdaj najnovejši krog je to, pač, da vsi vidimo, kako na dan lahko zaslužiš 10%, brez da kaj delaš, ne kupiš Marija. Kaj, to je nekaj takega, Ja, so vse en skoraj, In zakaj bi kdo še delal, zakaj bi kakšen znanje rabil, zakaj bi šel v banko, zavarovalnica kamorkoli. Pač, to je to. In to se bo končalo tako, kot se stvari končajo. Ok, hvala lepa obema. Zdaj pa v bistvu brez ambasaderjev, ampak tudi po drugi strani brez podpornikov tega projekta, finančnega posmeljevanja mladih, to so z nami predstavniki, gospa iz NLB in pa gospod iz Triglav skladov, tega projekta ne bi moglo biti. Mi dejansko lahko povem, da od države nismo dobili niti evra za financiranje tega projekta in ko smo v bistvu s kolegico, ko smo začenjali ta projekt, smo s kolegico obiskala več kot 50 podjetij, zato da bi v bistvu dobili podporo pri tem projektu in v bistvu na pomoč nam preskočili v nekaterih podjetjih. Od samega začetka z nami so pa v bistvu v NLB in v Triglav skladih. Pa bi gospod Tanjo Klin, direktorica poslovne mreže NLB, vprašal, zakaj ste se odločili, da v bistvu podpirate ta projekt? Kaj imate dejansko vi od tega? Najprej lepo pozdravljeni tudi v imenu skupine NLB. Zdaj, seveda, omenimo, da je pravzaprav ena ključnih pa pomembnih kompetenc sodobne družbe tudi finančno opismenjevanje. Zdaj, po drugi strani seveda imamo kar dolgoletno tradicijo, smo ena od stebrov ali pa zelo pomembna finančna inštitucija v Sloveniji in ne nazadnje imamo preko 40-letno tradicijo na področju lastnega izobraževalnega centra. Tukaj smo pridobili izredno veliko znanja, tudi iz tujine, imamo kar precej visoko usposobljenih bančnih finančnih strokovnjakov in na nek način opažamo, ko se seveda v vsakodnevnem poslu s strankami pogovarjamo o določenih bančnih produktih, da stranke tega znanja nimajo.
In da so to lahko odrasle stranke ali pa otroci, ker danes se bo seveda tudi debata, kako začeti že v zgodnji mladosti jih o tem poučevati. In na nekaj se mi vidimo v vlogi enega mentorja, a nekaj lahko nekaj kot družbeno odgovornost k temu prispevamo, ker na dolgi rok si vsekakor želimo imeti, to ni rečem, suverene sogovornike na drugi strani bančnega okenca, ki v teh financah že kar nekaj vedo. Namreč ugotavljamo, ko se začnemo s strankami pogovarjati o mogoče ničkam bolj zahtevnih produktih, kot so naložbe v vzajemne sklade, kakšne naložbe v življenjska zavarovanja, pa naj si bo to tudi navadna posojilna kartica, ko ne razumejo, s kakšno tendenco se to odplačuje, pač trčimo že na ene težave. In v tem smislu vidimo, da lahko nekaj nazaj vrnemo, ne glede na to, da mogoče je danes bilo rečeno, mi tudi hodimo veliko po šolah, na predavanja. Mi ne govorimo, da smo z NLB, mi ne delimo promocijskih letakov, to moram povedati, da v tem meri lahko še izkoristim to, da vas pozivam, preizkusite nas. Ne bomo prišli tja, da bomo potem na koncu delavnice dali neke promocijska gradiva in vabili, da odprejo otroci račune in tako dalje, ker mi vemo že v štartu, da tega in ne smemo početi, ker nas o tem tudi odločite. Tako da smo pripravljeni in marsikakšna vrata smo že odprli, so odprli nam, ste nam odprli in moram reči, da to sodelovanje poteka. To je tisto, kar vidimo kot eno od poslanstv. Mogoče samo en primer iz prakse, ki smo ga začeli v lanskem letu, pa v tem letu smo ga še dodatno izpilali to. Mi smo sponzor športa. Ne govorim na nacionalni ravni, ampak čisto na regijskih ravneh vseh športov. Letos smo sponzorirali 40 klubov. Podelili smo jim med 3 do 5 tisoč evri. Mi od teh klubov nismo nič zahtevali. Zahtevali smo pravzaprav pa dve stvari. Da v teh klubih izvedemo delavnico o finančnem opismenjevanju mladih, ker to je šport mladih. Ja, športnikov. To je bil edini pogoj, se pravi, da so se vsi člani kluba, vključno z vodstvom, da se udeležujejo teh finančnih delavnic. In drug pogoj je bil, da pravzaprav v tistih okoljih, z katerih izhajajo, nekaj naredijo en družbeno pomemben dogodek. Ali ne gredo, ne vem, v vrtce, urediti igrišče, ali ne grejo v dom starejših občanov, mačkan, kako ne rečem, starostnike animirati. Skratka, te dva pogoja sta bila, da smo mi pravzaprav v letošnjem letu naredili ta korak, da te stvari mačkam bolj, kako ne rečem, sistematično peljamo, kako smo nekaj tudi od tega pravzaprav malo napredka počnemo, stvarem, kar počnemo. Predvsem se mi pa zdi, da je znanje tisto ključno in smo zato na nek način odgovorni, da lahko drugje vračamo. Kaj pa v Triglav skladi? Tudi Triglav skladi so z nami od samega začetka. Ja, lep zaprav, tudi v mojem, po našem imenu. Ja, dosti podobno. Mi pač verjamemo, da je finančno znanje eno od ključnih znanj, ki vsak posameznik rabi v življenju. Mislimo tudi, da je dobro, da se s tem začne že pri mladih. Nenazadnje tudi vsi tisti, ki imamo otroke, vemo, jaz sem jih pred tem na hodniku razlagal, kako je en moj otrok že bankrotiral, ker si od brata sposodil denar, pa že pnilo ni mogel vrniti. In pač ta napor v tem vzgajanju je včasih zelo težek in jaz si osebno zelo želel, da je bila neka sistematika tega, kako pač otroci prihajajo do tega znanja. Mislim pa tudi, tukaj je bilo danes že rečeno, da je to nekaj, kar jaz mislim, da je širše za družbo dobro. Se pravi, kako razmišljamo o denarju, kako razmišljamo o tem, zakaj ga porabimo, se mi zdi, da pol na koncu lahko nekaj širše družbene koristi prinesemo. V bistvu za oba imamo vprašanje. Neko prepričanje splošno je, da v bistvu finančna industrija si sama želi, da ljudje ne vedo toliko o teh produktih in tako naprej, ker jim potem lažje prodati karkoli. Kako komentirate to? Če bi bile stranke bolj finančno pismene, sigurno bi prodali več teh naložbenih produktov, se pravi varčevanje za udobno starost. Če smem temu tako reči, naša želja je sigurno imeti bolj poučene sogovornike na drugi strani, ne pa seveda ljudi, ker strankami delaš na dolgi rok. In če delaš dolgoročno s partnerskim odnosom, potem moraš biti korekten, etičen in vsekakor si potem želiš tudi korektnega sogovornika. Ne pa nepoučene.
mi za ta dolgoročna plačevanja izjemno veliko izgubljamo v kontekstu tega, da se ne poslužujemo kapitalskih trgov, ki pač na dolgi rok nosijo pomembne koristi, tveganja so občutno manjše. Tako da jaz mislim, pa tudi to, kar je bilo rečeno, to na koncu je tudi tek na dolge proge, nek partnerski odnos in ti ne moreš, v bistvu veliko lažje dobro stranki svetuješ, če ona vsaj te osnovne stvari zna, pa pozna in tudi v bistvu potem veliko lažje na dolgi rok z njo pač prepeleš v nekih optimalnih rešitev ali pa vsaj čim boljših. Gospa Mateja Klemenčič, vi ste ravnateljica šolskega centra Velenje, ki je z nami že mislim od samega začetka. Zakaj ste se v bistvu odločili in kdo je bil pobudnik za to, da se vključite v ta projekt finančnega usmerjevanja in tudi na naše zborovane pošte, da vi ste dve učiteljice, profesorice? Ja. Na šoli je zaposlenih 7 ekonomistov in ti so od vsega začetka bili z vami in na tem sestanku, tako da ste rekli, da je bila eksplozija po celi Sloveniji. Tudi naši dijaki tekmujejo kot v vseh srednjih šolah in se izjemno trudimo, da bi pridobili v šoli nekaj kompetenc podjetništva, ne samo v programu ekonomski tehnik, ampak tudi na šolskem centru, kjer organiziramo start-up podjetja in start-up vikende seveda. In kako se vam to pozna naprimer pri opisu? Potem širite v širšem okolju, da vi pa na teh šolskem centru nudite to in da je to bolj zanimivo potem za tiste, ki se opisujejo. A se kaj pozna od tega, če imate vso to ponudbo? Jaz moram kar pošteno povedati, da se ne pozna. Še? Ne, zato ker ne čutijo potrebe učenci, ki se odločajo za izobraževanje v srednji šoli, te potrebe, ki smo jo danes tolikokrat izpostavili. Vsi mislijo, da je, ko se vpiše v smer ekonomija, da je to samo neka matematika, da to oni ne znajo, da morajo biti na ne vem katerem področju vse nadpovprečni in se tega področja zelo izogibajo. Zato je tudi moj velik interes, da bi se na takšen način kot v Mariboru ukvarjali z mladimi tudi na velenjskih osnovnih šolah in bi že s to potrebo prišli tudi v osnovno šolo drugače. Kaj pa starši? V bistvu imate kaj kontakta s staršev in promovirate med njimi te stvari? Včasih so rekli, da ima starš glavno besedo doma, tudi ko se učenci odločajo za srednjo šolo. Včeraj smo imeli roditeljski sestanek za vse starše osnovnošolcev v Velenju in verjetno od 500 vabljenih če je prišlo 30%. Ne vemo, kaj se dogaja, zjutraj smo imeli evalvacije, ampak na starše ne vem, če bi jaz stavila. Kako pa gledate na to, kako je sprejeta finančna pismenost pri teh državnih organih? Videli smo danes komentar enega izmed njihovih predstavnikov. Kaj bi si vi želela, da se spremeni, zato da bi bilo v bistvu šolam učiteljem lažje? Gospoda Sokrajana sem tudi res natančno poslušala, gospoda Ojstrška, ker je prav tako iz Velenja in lahko rečem, da sem bila zelo razočarana, zato ker sem bila tudi pri prenovi srednješolskih izobraževalnih programov leta 2008 in takrat me zelo žalostilo, da so nam rekli, poglejte, 54% predmetnika srednješolskih izobraževalnih programov ne smete spreminjati. To so slovenščina, matematika, tuji jezik 1, tuji jezik 2, umetnost, zgodovina, in vse tisto, kar paše. Vse ostalo se pravi, da je stroki, s tem tudi finančnemu opismenjevanju na voljo manj kot 50% predmetnika. To so pa ravno tiste žlahtne vsebine, kjer na strokovnih in poklicnih šolah mislimo, da lahko naučimo dijake tudi za življenje. Ampak nam lahko vi poveste, mogoče, ki zdaj ste predstavnica vlade, katera je tista stroka, o kateri smo prej govorili? Kdo so tisti ljudje, ki dejansko odločajo, kaj bo redni predmet in kaj ne bo redni predmet? To pa je še za mene, čeprav vidite, da sem že arhiv v šolstvu, ne bi vam znala povedati. Pogrešala sem mogoče gospoda Elida Bandla, on je direktor Centra za poklicno izobraževanje. Mislim, da bi nam še malo z večjimi ušesi znal prisluhniti.
razočarana tako kot vsi ostali nad odsotnostjo gospoda Logaja, pa seveda tudi naše ministrice. Ne vem, ne vem, kako bi vam rekla, kje bi pravzaprav začeli. Sem ves čas razmišljala, da bi se nekaj spremenilo. Jaz pri sebi bi rekla pri gospodu Elidu Pandu. Ok. Gospod Vezovišek, zanima me, vi ste v bistvu posvetni človek, kako poznate, kaj se dogaja v tujini. Kako imajo pa, na primer, v tujini zorganizirane te stvari? Kje se ljudje pridobivajo finančno? Jaz sistema ne poznam prav dobro v tujini. Je pa res, da koliko jaz poznam stvari, sicer predvsem ne v osnovnih šolah, a ne bolj na fakulteti, in tam je predvsej več takšnega punka, kot je predstavil gospod Rifl tam. Mislim, da je to jasno, da se, ne vem, če se vi strinjate z mano, ampak da se treba pač učenja lotiti na drugačen način. Tako da jaz se strinjam s tem, da je neka korenita sprememba tukaj potrebna. Nekdo izmed vas, ali nekdo je že rekel, da se lotevamo tega obrobno, da tam okoli roba sešemo, pa vedno tam na robu se gnetejo vsi živi. Tako da jaz mislim, da treba se stvari drugače, se pravi, bolj vključiti dijake, ker če vidimo, če sta dva danes tule stara 16-17, sposobna se tu pred nas postaviti, povedati nekaj, brez prevelike treme. Mislim, da imamo velik potencial mladih. Ker smo mi bili v šoli, se jaz sebe spomnim, da je bilo to malo drugače gre. Danes so verjetno mladi veliko bolj angažirani in pravzaprav zanimajo jih druge stvari. Zdaj pravzaprav vse, kar se tiče osebnih financ, kar se tiče naložb, če gledam tudi po naših prizadevanjih, kaj delamo, zanima čisto nekaj drugega, kot to, o čemer se mi vam zagovarjamo. Mislim, da treba to pregledati v času, mogoče samo z marketinškega vidika, ampak šola ni nič marketinška. Vedno so isti predmeti, ista imena, iste predstavitve, isti ljudje, iste stavbe. Mislim, da treba to malo bolj marketinškega vidika se lotiti promocije nekih vsebin, če tudi so mogoče na koncu ista znanja. Vi ste želeli ker ste me prej malo vprašali, kje bi jaz začela odpirati vrata, pa sprašujem vas, Dijaška skupnost Slovenije, ste tudi z njimi že posodelovali. To je to, kar ste vi rekli, samo na naš nivo prelezila to. Dijaška skupnost Slovenije se z marsičem ukvarja in jaz mislim, da bi tudi na ta vrata bilo vredno potrkati. Lahko tukaj sem jaz en primer, ker jaz sem bil lanski predavatelj na Dijaški skupnosti Ljubljana, to je pod vrsta z ljubljansko področje in so me povabili dijake sami, če nas dijak je tam zelo aktiven in sem predaval tam 31 o finančni pismenosti. Ampak pa njih je tako, to je tudi neka problematična stvar v Sloveniji, oni so finančno zelo podhranjeni, medtem pa študentske organizacije, to je pa drugo. Tam imamo pa mi v bistvu zelo močne in vplivne ljudi, ki so tudi zelo dobro plačeni in oni imajo marsikatere projekte, medtem pa tle pri dijakih, ki so tudi prezvezni, tle pri dijakih je pa bila neka v bistvu želja, oni imajo recimo retorike si želijo, retorike še ena taka stvar, ki v šoli praktično ni, in to, da imamo danes takole dva super dijaka, to bi jaz tudi pohvalil, mislim, to je nekaj, kar vendarle kaže na to, da se nekje dobro dela. In je bilo tisto predavanje in interes je. No, Dijaška skupnost je, me veseli, da ste to izpostavili, ampak Dijaška skupnost lokalna, tako kot pravi kolega za Ljubljano, tudi Varigorska, se je oglasila sama od sebe, kar je luštno, mislim, kar je tisto ta pravi. So tudi mene povabili lani na eno njihovo konferenc kot predavatelja in ena od 6-7 tem je bila ravno finančna pismenost. In je bil tak ključen modul 2 uri pol debate o temah, ki so si jih sami izbrali in smo v bistvu, jaz pa še nismo bolj moderirali kot kaj drugega, ampak vidi se, da je interes v tem znanju. Ampak slišim, pri vas jih je 30, v
skupnosti dijakov Ljubljane ima prav? Mislim, 30 je prišlo iz delavnice, to je bilo Pri vas v Mariboru jih je prišlo 7-8. no. No, Ampak tak, ja, ena pa tri, kot poskušamo običajno. ugotoviti, koliko je članov dijaške Ja, tako skupnosti s Slovenijo, ampak mislim, da bi bila ta predavanja To je ideja, majhna in da bi, tako kot ste vi predlagali, lahko promocijo na takšen način izkoristili. Ja. Jaz mislim, da to mora priti od spodaj, ne, od spodaj. Od njih. Od zgore. No, vse, kar se tiče srednje šole, kar se tiče osnovne šole, pa vam ne znam spovedati. Jaz sem Darko Končan, davčni strokovnjak. Jaz sem sicer tu danes čisto slučajno. Kot oče gimnazica z gimnazije Ledina, ker sem v svetu staršev, smo začeli diskusijo in smo se sam odločili, sem sam tudi ponudil, da bi tem mladim, vključno z mojim sinom, ko seveda so v zadnjih 3 mesecih začeli nekaj dogajati in njegovim sošolcem in sošolkam, sam pripravo določena in odpredavo, glede na to, da imam pač bogate izkušnje, tudi seveda na koncu za davke, ker v tem danes sploh nismo govorili, pa bom pa samo eno misel rekel, ker tudi kurs se nečesa loto, ampak to, kar je gospa Klemenčič postavila, kje začeti? Od spodaj navzdol je lahko samo revolucionarno, to pozabimo. Danes ni vprašanje ministrice za izobraževanje. V prvi vrsti je vprašanje ministrice za finance in pa predsednika vlade. Vsakokratne vlade, tu ne gre za politikanstvo, to kot je hotel najprej reči, da to češ politika ne sme biti zram. Taka politika je politikanstvo, strankarska in tako naprej. Spomnil bom, 40 let nazaj bila Slovenija še v okviru Jugoslavije pred eno veliko dilemo, takrat v času Kavčičeve vlade. Ali bomo, recimo, postali druga Švica, finance, terciarni sektor in tako naprej, zelo, ampak preveč za takratno Jugoslavijo. In drugo vprašanje je bilo, ker je bilo začetek dobe prvih računalnikov. Tukaj smo tisto od spodaj navzdol, da se je začeli razvijati, na terciarni sektor smo praktično pozabili. In ko smo se osamosvojili, ko smo leta 1991 sploh prvi svoj originalni finančni, predvsem davčni sistem uvedli, zakaj so se dogajale zadeve, danes ste bolj te ostale takoče aktualne omenjali, Dadas in podobne, ko so ljudje ogromno izgubili. Prej je kolega na začetku zelo dobro začel in zdaj ponavljate, 11 milijard je na računih, ja, tisti, kar v gospodinstvu so varčevanja. Koliko je pa v sefih, v štumfih, v tujini? Ocena je od 8 do 11 milijard, ki imajo naši ljudje še imajo vedno okoli 80 tisoč neprijavljenih računov v drugih bankah in tako naprej. Se pravi, ogrom potencial, zakaj tega ni v Sloveniji? Ne samo zaradi davkov, sploh ne. Zaradi tega, ker ni znanja, ker ne vejo, ker so prestrašeni. In tu je treba začeti, to se pravi, vsakokratna makroekonomska politika, ne to, kar smo danes, oprostite, bedarije poslušali, z vidika nekega uradništva. Zakaj? Zato, ker ne ve, kaj je to funkcionalno usposabljanje. Na OKS v Olimpijskem teju smo spoznali, pa smo naredili za mlade, ne samo za mlade športnike, za športnike funkcionalno opismenjevanje, ker on se vsem mogočim seznanja. Treba je širiti. Danes sem videl za, recimo, knjigo, kaj morajo starši vedeti. Ne vejo. Zato so tudi vprašali, a bi starši tudi lahko zraven prišli na takšna predavanja. Ja, seveda, zakaj nekdo pa jim osnove da, ali pa kje so jih dobili, danes potem se pa znajdejo, recimo na koncu pred nekimi svetovalci, pred nekimi skladi, ponudbami in tako naprej. Skratka, če hočemo, da bomo to dosegli, potem mora država dejansko poskrbeti. Ne vsakokratna politikanska program pa koalicije, tako da je začel na koncu prvo reče, mi politike pa pravi, ja, se vete, to je v strankarskih programih. Ne, to mora biti avtentična želja celega naroda, če hočemo kot država naprej. Pa še o tem projektu, ki ga je Fur začel. Glejte, kako neumno mi vzgajamo. V redu, jaz, ker sem z davčnega področja od samega začetka, na obeh straneh, skratka in kot svetovalci in kot bivši državni sekretar, so začeli projekt Mladi in davki. Kaj hoče učiti? Ja, vklopi razum, vzemi račun, zato da bomo več davkov pobrali. A je kdo z vidika, gleda to, da smo imeli pred kratkim te volitve, kak nizko udeležbo, se vprašal, kaj pa davkoplačevalske pravice, kaj pa pravice tem, kam bo šel ta denar, ki ga zberemo, kam je šel in zakaj in tako smo s težavo pridobljen denar v bistvu zapravili milijardni bančnih luknjah in tako naprej. Potem se pa ne. To se pravi, vidite, kako ozek interes države se pokaže. Zato sem rekel, ni stvar Fursa, on mora sicer po zakonu pobrati davke, ampak hkrati tudi razvijati isto pravo davčno kulturo. Tudi vprašati, kot avstrijska davkarija reče, spoštovani gospod davkoplačevalec, želeli bi vas opozoriti na vaše davčne obveznosti, da je čas za dohodninsko napoved in tako naprej. Tega pri nas ni. In vi vidite, imamo na celem segmentu zelo čuden pristop države, samo tisto, kar bi osko, tisto bi pobrala, ne pa širše, zato da bi napredek pa prihodnost bila zagotovljena. Tako da, jaz bi bolj bil za to,
Ne sam zdaj na Makočevo, ker kot ministrica ni upravičila, ampak tudi drugi bi morali biti, ker to je gre za vprašanje nacije v prihodnosti. Tako kot je šlo Hvala lepa, gospod Končar, za tele vaše komentarje. Pa me zanima, vi ste bili tukaj na Ministrstvu za finance včasih, je tako. Zakaj se, na primer, takrat ni to začelo dogajati? Jaz sem bil od 2000 do 2002. Bom pa rekel, prehiter. Ne, prepozno. Ampak sem pa deloval že takrat. Glejte, danes vidim te razne programe, ki jih imate, ki se izvajajo. Leta 1993 sem bil avtor in soavtor knjige Davki za telebane, dohodnina za telebane. Vemo, poznate verjetno še starejši tisto zbirko za telebane, od Worda pa tako naprej. Skratka, v smislu na nek domač, priročen ljudski jezik povedati osnove v davkih, takrat niti ljudje v davkih niso nič vedeli. Pa ne samo z vidika, kaj moram plačati, pa ne z vidika davčne optimizacije, ki je danes inkriminirana, pa sploh ni res, ker je čisto vsem legalna. Ti lahko optimiziraš davke seveda na zakonit način. Skratka, bistveno je pa, ker nismo znali razumeti te vloge. Mislili smo, takrat so bili tudi časi, ko ni bilo še finančne krize, noter je pretekal, bil je pozitiven, torej bil je presežek proračuna in tako naprej. Danes, ko je pa minus, ko smo težave, je s čim bomo mi zaslužili? Z ekovrtovi? Ne, to bomo za zdravo življenje imeli, ali pa tisto diskusijo, da je zdaj v okviru, nažalost, žal, samo v okviru gospodinstva, rekel domačega okolja. Mi, če ne bomo kot gospodarstvo naprej šli in funkcionalno, finančno opismenjevanje z vsemi podskupinami ali pa podsektorji, brez tega ne bo ta država in mi vsi prebivalci nikamor prišli, ker če ne bo tega, kljub temu, da je toliko milijard, sem rekel, še v štumpih, torej denar, ki leži pasiviziran, mi ne bi rabili niti mednarodnih finančnih kreditov, takrat, ko smo imeli finančno luknjo, pocen denar bi lahko pravili. Če bi znali kot država te naše državljane pozvali, da bi pripeljali nazaj v Slovenijo ta denar, ki ne bi bil prešljiv z davčnega vidika, ker to tudi po 15, 20, 30 let recimo že ležijo te vloge tam. Skratka, ne bi rad predolgo, ker... Ja. Lahko se pa še malo sedemo, da malo svetovali, kako se te stvari, v bistvu, kako prije do sprememb, bomo rekel, v državni upravi, tako da to bomo zelo veseli. Če ne boste kaj svetoval, glede na to, da ste poznate te stvari. Gospod Samo Ljubej, vas bi še tudi vprašal, poznate kako dober, naprimer, case iz tujine, naprimer, kako druge dela, kako izobražujejo druge, naprimer? Dobro, zdaj nekih konkretnih programov, kako se to v tujini dela, pa kako v tujini razmišljajo konkretnih, ne bi opisoval, ampak recimo osebno sem zelo všeč sem Skandinavci. In kako tam razmišljajo. Tam je pospreden človek, se pravi državljan, in dobrobit državljana, in sreča državljana, in zadovoljstvo državljana. Po indeksu zadovoljstva so zelo visoko. In tu mi potem ena druga misel šine, in sicer na delavnicah urejenih osebnih financ, kjer je šlo vse 700 ljudi skozi moje delavnice, je vprašanje vrednot odprto. In tako na poprečen rezultat je prve 3 vrednote. Prva je absolutno zdravje, se je izkazala. Druga, ljubezen, družina, pripadnost. In pazite, tretja vrednota pri Slovencih je, kaj mislite, kaj? Finance. Finance. In če gledamo z tega vidika, koliko nam je to pomembno, ker vendarle obvladujejo praktično cel life in vse ostalo, jaz mislim, da v celotnem izobraževalnem sistemu in razvoju ljudi in državljanov premalo prostora tega posveča. Ja, ten komentar sem, Skandinavci, nekaj se veliko menom, so v bistvu, mislim, da eni najvišjih finančno pismenih. Absolutno. Kar je pa zanimivo, to sem jaz bral pa že leta nazaj v Economistu, mislim, da ne. Oni so primerjali finančno pismenost pa bruto domači proizvod na prebivalca, ne. In so odkrili v bistvu zelo veliko korelacijo. To malo tudi prej gospod govoril. Ja, ne, tako da zdaj, jaz mislim, da tudi, če mi Slovenijo pripostavili, pa jaz teh podatkov nimam, ne, pa tudi pogledali malo razvoj in kapitalskega trga in to zgodovino, ki jo mi imamo, ne, verjetno bi pač ugotavljali, da to bistveno spet ne odstopamo, ne. Ne vem, to je pač mogoče moja teza, ne. Nikakor to ne pomeni, da se s tem ne gre truditi, ne. To je še en vidik tega, ne. Mi smo pač vedeli, kaj vse na kapitalskem trgu bilo, ja, mogoče dada še malo zadnji, pa tudi novejše stvari, ne. Tudi imeli smo, ne vem, bančno krizo, pa z njim, ne, visoke obresti, tudi nobene potrebe ljudi, da bi iskali nekaj četlo in tako naprej, ne. Jaz bi mogoče tukaj dodala, da v bistvu so finance eno taka nepriljubljena
tema in eno nujno zlo vsakega posameznika. Ne. Mi smo kar nekaj naporov vložili, mi smo na Čopovi bankarno. Ne. Mi smo v bankarni, dejansko dnevno so se izvajale delavnice finančnega opismenjevanja na različne teme, tudi fakultete, šole in tako naprej smo vabili. Na nek način smo malce obupali, če smem to reči, ker smo potem to razpršili seveda na vse bančne poslovalnice širom Slovenije, se pravi, vsebina je ostala, vendar jo na drugačen način promoviramo. Zakaj? Zato, ker enostavno ni bilo tistega interesa. Ne? 2-3 slušatelji so prišli in sicer ponovadi so se tudi ponavljali. Ne? Recimo, mi smo tudi preko klubov študentov zdaj kar nekaj finančnih delavnic izvedli. Običajno pride, kako ni rečem, višje vodstvo študentskega kluba, tam nekje 5 do 7 slušateljev. Sej za 5 do 7 se kar nekaj da narediti, tako da ne ocenjujemo to, da je naš zgubljen čas, ampak neka kritična masa mora biti. Ne? In potem se pa po drugi strani v bančni poslovalnici srečamo z stranko, ki je vrhunski strokovnjak, ki je izredno izobražen. Lahko govorim, da so to tudi na svojem področju strokovnjaki, delno lahko govorimo, da so tudi znane osebe. Naprimer zdravnika. Recimo, kirurg, ki operira in dela take srčne operacije, da se samo čudimo, kakšni umetniki so, ne? Ko se pa začneš pogovarjati o stanovanjskem kreditu, pa o kakšni naložbi na dolgoročno varčevanje, pa ugotoviš v bistvu, da žal bom rekel, nima pojma. Načelno ga niti ne veseli, morda mu probaš nekaj svetovati, pa si skoraj želi, da se mi odločamo namesto njega, kar ne radi želimo. Ne? In kje je zdaj tukaj problem? Ne? Jaz mislim, da je problem nastal od tega, ne, da mogoče imamo malo zgodovinsko pogojene korenine še od tega, od kje izvira lastništvo, ampak ne bi razpredala zdaj. In se to potem vleče iz generacije do generacijo in da mogoče kot starši ne odigrajo svoje vloge, potem prideš pa v nek šolski sistem, ki bi mogel istočasno odigrati neko vlogo, se pravi sistem izobraževanja, kjer je še neka splošna izobrazba, preden si ti zašel v tisto specializacijo, ko si se odločil, da boš kirurg ali karkoli, ne. Se pravi, v tej fazi na nek način smo zatajili in po svoje se moramo vrniti nazaj, kje je tista obdobje, čas, ko ne nazadnje pravzaprav jameš ti zadnji vlak v nekem splošnem razgledanosti, ki je pač tudi sestavni del ali pa kontra finančno opismenjevanje, sestavni del neke splošne razgledanosti. No, tukaj se mi zdi, da je tisto, kar je ključno. Ne? Je pa to, ko poslušam, to je bolj moje zdaj posebno mnenje, ne, kot predstavnika NLB, tu je nekdo tajc nekoga, se mi zdi. Ali je to nekega ščitenja nekih lobijev, da nimajo morda interesa, da se kaj premakne. Menim, da je bila pa ena zelo dobra stočnica prej dana tule, ne? Čez par let nas bojo otroci učili, ne? Mi bomo pa eni mentori tam zraven se malo koordinirali, pa narazen vlekli, preden bi se dva mička preveč grdo pogledala. In tukaj po moje je treba animirati te stvari skozi neko igro, skozi ene zgodbe, ki se jim lahko da tako prikupno noto, s katero se nekaj naučiš. Ne? En od teh primerov so pri nas, ki imamo poletne šole v banki, ne? Ampak to so res spet tisti zagreti študenti, ki si sami želijo prosti čas med počitnicami preživeti v banki, da imamo nek projekt, kako nekaj narediti in ga tudi speljati. Ne? Dobijo tudi štipendije, daj smo tudi in jih finančno v tujino poslali, smo to tudi pravzaprav na nek način jih nagradili na ta. Ampak vrag je, ne, ko pridejo ravno tisti, ki so najbolj zagnani in motivirani in spet kurmo energijo in resurse une peščice tistih zagretežev, ne pa neke splošne populacije, tako da vprašanje, kaj početi, ne? Ja, volite, bi samo še nekaj dodal, potem se moram pa upravičiti in iti. Ampak, kar ste vi povedali, se mi zdi zelo pohvalno, ne? Recimo, da že opažam, da bo že dolga leta pač izobražuje, vlaga v to, ampak mislim, da je težava v tem, da ste vi NLB, od NLB se ne pričakuje, da bo vlagal, nekaj prodajate produkte. Tukaj je težava. Tako da, jaz mislim, da je hvalno, da ste prepoznali, da je ta sistem boljši, kot je Triglav in ostali pač podpreti takšne projekte, ne, ko je tudi lažje prijeti v tem do množic. Potem vsi poznate že, vi ste tudi z nami sodelovali, ne vem, drug projekt, ki ga mi imamo, vem, da ne vemo, ne. Mi smo samo letos, recimo, imeli za 1500-2000, tam je 1500-2000
slušateljev odraslih, ne, na naših delavnicah, pa približno 25,000 ljudi si je prenašali naše, ne vem, e-knjige, gradiva, znanja in tako naprej. Ne. In se pravi, ampak to ne delamo mi kot svetovalci, ampak to je za neodvisni zavod, ne, za finančno pismovanje. Tako kot recimo moje finance, ki nimajo lastnih finančnih produktov, ne, da bi jih prodajali, ne, ker tukaj potem prijemo tako do konflikta. Se mi zdi, da moramo to organizirati na takih ravneh, ne, ki niso pač naše osnovne dejavnosti, če me razumete, kaj hočem povedati. Ne. In tukaj se mi zdi zelo pohvalno dobro, da recimo vi kot NLB, kot Triglav, kot vsi ostali, pa se združimo in se družimo v takih projektih, kjer potem lahko ta naša znanja pač delimo naprej. Torej, to je moja izkušnja. Jaz mislim, da je finančna pismenost v Sloveniji čezdalje bolj pomembna, samo je treba to smeriti tako, kot gre tok, ne, kot rečemo. Ne. Zdaj, če so pač zdaj kriptovalute pomembne, ne, je treba dati ljudem znanje o tem. Ne. In tega si želijo. Ne. Kot je bilo pred enim letom, ne, nepremičnine, ne, kot je bilo pred, ne vem, še kaj drugega, ne znam.